V knjižnici na Sotočju se je včeraj odvilo zadnje odprtje razstave letos in bo na ogled obiskovalcem še do sredine meseca januarja. Fotosekcija Kulturno-umetniškega društva Fofite je tokrat svojo razstavo, ki so jo v obdobju korone sicer že postavili v jedru, namenila raziskovanju zanimive črno-bele tehnike high-key, low-key. Gre za poudarek na osvetljenosti ali zatemnjenosti, ki fotografije naredi še bolj zanimive in misteriozne, razstavlja 7 članov fotosekcije. Tokratna razstava je bila sicer že postavljena na ogled, a v obdobju, ko ni dosegla veliko publike. Zato je za obiskovalce knjižnice odlična priložnost, da si lahko ogledate zanimive fotografije članov fotosekcije KUDA Fofite, Ade Trkulja, Borisa Primožiča, Irene Krasnik, Irene Marsih, Matevža Jeklerja, Petra Slaparja in zdaj že nekdanje članice Grete Skvarča. Tema fotografije je bila poljubna. Pomembno je le, da so v tehniki high-key ali low-key. To pa pomeni, da so fotografije high-key pretežno bele, iz beline vzete ven, malo črnino, low-key pa ravno obratno, se pravi iz črnine potegneno par belih detajlov ven, tako da so zanimive in seveda v črno-beli tehniki. To pomeni, da malce eksperimentirate? Tudi, seveda. Vsega se lotimo malo po malo in s tem se veliko naučimo. Z novo tehniko jih je seznanil njihov mentor Boris Primožič, ki se rad loti zanimivih fotografskih izzivov in preizkuša ustvarjalnost članov fotosekcije. To je včasih pravzaprav zelo velika tiratal. Pri klasični fotografiji smo fotografirali na film, če si film premalo osvetljiv ali pa preveč osvetljiv. Če si ga preveč osvetljiv, je bil negativ tak, da polk sliko delo je bilo čisto malo gor, zelo svetlo, če si pa kontra osvetljiv, to se pravi spet napančen, je bilo pa čisto tanek film, to se pravi skoraj prozoren in ko si delal fotografijo, je bila slika črna. Svojim učencem je predstavil tehniko, ki se jim je zdela zanimiva in so se je tokrat za razliko od preteklosti lotili kar digitalno. Iz barvne fotografije smo to delali, pač na računalnik se to enostavno dozema barve, dozira barve iz kolorja v črno-belo in tam pol doziraš, da je ali slika zelo svetla, ali pa slika zelo temna. In kako se pravzaprav odločiš, katero od tehnik je bolje uporabiti za določen motiv? Svetloba je tista, ki ti da vedeti, kaj je boljše. To se pravi, če je zelo trda luč, je zelo težko recimo high-key delati, zato ker v tiste črnine ne moš toliko posvetliti, da pa še ne dobiš. Zdaj, z golfijo in z raznimi programi na računalnik se to da narediti. Tiska je več tega, ampak za tele naše sem jim pa jaz kar malo povedal, kakšne posnetke ne vzamejo. Mene zelo všeč fotografija, to so fotografija high-key ženske, otroci, nežna jutranja svetloba narave, pa tak. Takrat, ki je pa bolj taka trda luč, se da pa dobre low-key fotografije delati, zato ker lahko svetlobo še zmeri toliko doziraš, da jo čist malo v črnini. Predvsem fotografije ne smejo biti pri tej tehniki preveč kontrastne, niti preveč ostre. Fotografija mora biti nekako mehka, da se iz tega potegne potem želen učinek. Boris Primožič pove, da ima dobre učence, ki so upoštevali njegove napotke in naredili nekaj odličnih fotografij. So fotografirali, to se pravi, namensko so fotografirali določene posnetke, jaz sem jim rekel, dajte mehko luč, to se pravi, ne trdih senc, pa to delati za high-key in jim je kar rad, recimo tamle so ena drevesa, ki jih je naredila, ki je bila v megli fotografirana, to je krasen za high-key, ker je mehka svetloba, zgine v belino in take zadeve. Za tehniko low-key pa je potrebno barve na računalniku pretvoriti v črno-belo, večinoma v temno, rumene odtenke pa z belo, da na posnetku dobiš sliko objekta. Črno-bela motivika je sicer zelo priljubljena pri članih fotosekcije KUDA Fofite, saj lahko iz nje narediš veliko bolj impresivno fotografijo. Jaz sem absolutno za črno-belo fotografijo, ker je bolj izrazna. Za mene je črno-bela je tista ta prava fotografija, s katero moš prikazati
vse lepote, globinsko ostrino, vse, kar je drugače v barvni fotografiji. Barvna fotografija mi je bolj za razglednice pa za prospekte. Dodaten učinek pa na črno-beli fotografiji ustvari še poudarek na svetlosti ali zatemnitev, torej hajki ali lovki. Prvo kot prvo že pri sami črno-beli fotografiji začneš gledati detajle, ne barve in dobro, tudi postavitev mora biti prava, ampak ja, s tem definitivno lahko poudariš stvar, ki te zanima in jo s tem potegneš iz fotografije ven. Člani tokrat niso imeli skupne teme, vsak je ustvarjal poljubno in se bolj kot sami temi posvetil tehniki fotografiranja in oblikovanja končnega izdelka. Različne tehnike. Na eni so pirniški kozolc, že podrt, nažalost, ne samo stebri. Potem pred leti smo fotografirali akt, ta je v Lovkeju, je tudi zanimiv, no, tako da različne stvari, tako kot pri ostalih, ni neke tematike, bom rekel, osebne bilo. Razstavljene fotografije sicer niso povsem nove, je pa v knjižnici priložnost, da jih vidi še več ljudi. Člani fotosekcije pa že razmišljajo o novih izzivih. Imamo v mislih, nismo še čisto rekli, ker se morajo vsi strinjati, imamo v mislih eno malo bolj odbito razstavo. Kaj bo ratalo, ne vem, ker je pa prosta tema, vsak posameznik bo to odbito fotografijo si sam kreiral, pač kar bo hotel. V prihodnjem letu imajo že načrtovane najmanj 4 razstave. Spomladi bodo prvo na ogled predstavili v Jedru, potem pa jo bodo odpeljali še v rehabilitacijski center Soča, v dom starejših občanov v Ribnici in zagotovo bo tudi konec leta v knjižnici. Tokratna Hajki lovki pa bo na ogled še do 13. januarja.